Parni stroj je svet pognal v prvo industrijsko revolucijo ter poganjal parne lokomotive, ki so omogočile hitrejši prevoz ljudi in tovora po celinah. Vlaki so se skozi desetletja le še izboljševali in vedno znova ponujali hitrejši prevoz po daljših razdaljah. A z njimi so se razvijale tudi druge tehnologije, druga prevozna sredstva. Dandanes je najhitrejši način prevoza na dolge razdalje letalo, železnice pa se uporabljajo veliko manj. Vendar železniškega prevoza ne bi bilo modro odpisati tako lahkotno, kajti razvija se nov tip vlaka. Maglev vlak. Maglev je okrajšava za magnetno levitacijo, saj vlak nad svojo tirnico pravzaprav lebdi. To doseže z uporabo močnih magnetov, ki vlak hkrati dvignejo ter poganjajo. Tu leži tudi glavna razlika med Maglev vlakom in navadnim vlakom. Maglev vlak nima motorja, oziroma nima motorja, ki bi vagone vlekel za sabo. Njegov motor se skriva v samih tirnicah. Čeprav je sama ideja vlaka, ki lebdi s pomočjo elektromagnetnega polja, nastala že stoletje prej, se je prvi potniški Maglev vlak testiral šele leta 2002 v Šanghaju. Kako pa ti vlaki delujejo? Za pogon in lebdenje ti vlaki uporabljajo zelo osnovni princip elektromagnetov. Nasprotni poli se privlačijo, enaki pa odbijajo. Ob tirnici, imenovani vodnik, so napeljane namagnetene tuljave, ki odbijajo magnete na spodnjem delu vlaka. To mu omogoča, da lebdi med 1 do 10 centimetrov nad vodnikom. Nato, ko vlak lebdi, se tok dovede tuljavam v stenah vodnika ter ustvari sistem magnetnih polj, ki vlak hkrati vlečejo in porivajo. Zato se polarizacija električnega toka v vodniku stalno spreminja ter povzroči, da magnetno polje pri začetku vlaka le-tega vleče, polje na koncu vlaka pa ga poriva oziroma odriva. Zaradi lebdenja Maglev vlak lebdi na blazini zraka. Torej je edino trenje prisotno, to med vlakom in zrakom, ki pa je znatno manjše od trenja med kolesom in tračnico. To skupaj z aerodinamično obliko vlaka pa dovoljuje Maglev vlaku potovati s hitrostmi višjimi od 500 km/h, kar je malo več kot polovica hitrosti potniških letal na dolge poletne razdalje. Čeprav omemba Maglev vlakov asociira na Japonsko, se ti vlaki razvijajo tudi v Evropi, in sicer v Nemčiji. Obe državi trenutno testirata prototipe, ki pa se pravzaprav zelo razlikujejo. V Nemčiji so izdelali sistem elektromagnetne suspenzije, oziroma EMS, poimenovan Transrapid. Pri tem sistemu je spodnji del vlaka ovit okoli vodnika, narejenega iz jekla. Elektromagneti so pritrjeni na spodnji del vlaka in so obrnjeni navzgor proti vodniku. To vlak dvigne približno 1 centimeter v zrak, kjer ostane tudi, ko se ne premika. Za stabilnost pa poskrbijo še drugi magneti, vgrajeni v telo vlaka. Transrapid lahko doseže hitrosti do 500 km/h s potniki na krovu. Na Japonskem pa proizvajajo elektrodinamično suspenzijo oziroma EDS, ki temelji na odbojnih silah magnetov. Japonski vlaki uporabljajo superhladne, superprevodne elektromagnete, ki prevajajo tok, tudi če se tega neha dovajati.
Japonski vlaki imajo tudi višjo suspenzijo, lebdijo približno 10 centimetrov nad vodnikom, vendar pa ne ostanejo v zraku, kadar se ne premikajo in potrebujejo kolesa iz gume, dokler ne dosežejo 100 km/h ter vzletijo. Superprevodni elektromagneti pa lahko povzročijo težave potnikom s srčnimi spodbujevalniki. Obstaja tudi še tretja vrsta magnum vlaka, imenovana Induktrack, ki pa je v bistvu novejši tip EDS-ja. Ta uporablja stalne magnete, ogrete na sobno temperaturo. Za pogon uporablja električni vir, ki vlak pospešuje, dokler ne začne lebdeti. Znanstveniki so kar nekaj časa razmišljali, da bi uporabili stalne magnete, vendar so menili, da ti magneti ne bi proizvedli dovolj velike sile, da bi vlak dvignili. Induktrack ta problem reši tako, da magnete razvrsti v Halbeckovo vrsto. Postavljeni so tako, da se najbolj intenzivni del magnetnega polja ustvari med vrsto namesto pod njo. Obstajata dve vrsti Induktrack vlaka, Induktrack 1 in Induktrack 2. Prvi je narejen za visoke hitrosti, drugi pa za manjše, ter uporablja dve Halbeckovi vrsti namesto ene. Dokler se vlak premika, bo lebdel približno 2,5 cm nad vodnikom, kar omogoča ohranitev stabilnosti brez rabe kompleksnih sistemov senzorjev. Danes ni veliko komercialnih maglev linij, saj je gradnja vodnikov zelo draga. Ena od teh je prej omenjen Transrapid vlak v Šanghaju, ki poteka med postajo Longyang Road v centru mesta in mestom Hangzhou. Bil je prvi maglev vlak, ki je povezoval dve mesti.